Aja. Dobro jutro, lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Je takole, pa smo se prebudili v sončno, energično, krasno dobro jutro, a ne? Marsikdo je včeraj bil na pohodu, bil zunaj in tako je seveda tudi prav. Jaz se zdaj čisto na začetku moram zahvaliti moji dobri družbi, prijateljem. Včeraj smo bili na Golici, eno slikce sem pripravila, skupinsko seveda, kaj naj rečem, Slovenija, odkot lepote tvoje. Ja, prečudovita, ne išči sreče drugod, kot le doma. Slovenija je prečudovita, prekrasna dežela. Zdaj le pozdravljam seveda vse moje pohodnike, ki smo bili včeraj na Golici, Tišo Tone, pa seveda Majdico in pa seveda Bojano, Jožeta, našo družino. Bili smo fenomenalna ekipa, ja, kar tak mene malo že ne, sicer vse dan zboli, ja, takole, ampak bilo je prečudovito, no, takole, tukaj je tudi Luka, pa seveda njegova punca oziroma dekle Tina. A sem prav povedala? Jaz mislim, da sem čisto vse tlele našila, pa moj sin je bil prečudovit, prekrasen dan. Jaz sem si vedno želela odiditi na Golico, pa seveda gledati te narcise. Zdaj smo jih čisto utrofili, po domače rečeno. Eni popki so še skupaj, tako da vsi tisti, ki boste zdaj v te dne šli gor, boste imeli fenomenalno. Pot krasna, seveda si lahko izberete različne poti, po seveda času. Mi smo si kar to dolgo turo izbrali, približno 3 ure, oziroma malo manj, pa potem nazaj, tako da res lepo. Pa sem tudi malo zvečer gledala po seveda Facebooku, po Instagramu, kje ste vse bili. Na vseh koncih prelepe, čudovite naše Slovenije, tudi naša Laura je bila pa na našem koncu, ki je zdaj tamle za mešalko skupaj z našimi fanti, bila je na Uršlji gori, tudi Uršlja gora, prečudovita peca. Dajmo si seveda po dolgem in po čresa takole pogledati našo prečudovito lepo Slovenijo. Tako, zdaj pa malce ustavimo konje. Danes bo prav imenitna fajn družba, pozitivna, energična. Kavico smo že dobile, hvala moj mož za kavo.
In z velikim veseljem v nadaljevanju pozdravljam dve veliki dami, Inga in Olga. Po mojem, vam čisto nič še ni jasno, kdo bo danes v moji družbi. Mogoče malce na Inga, Olga, ja, krasen duet, ampak bom še pustila to malce za potem. Zdajle si bomo zavrteli čudovito glasbo, zopet bomo odšli v gore, pa naj bo to torej seveda tudi popotnica potem, po oddaji, pa po kosilu, da boste odšli ven v naravo, na sprehod. Z kogarkoli seveda že boste danes. Ansambel Roberta Zupana in Prečudovite gore. Gremo. Mamca, lepo so učili, vsak dan tako govorili, le ne pohajaj po spilnih poteh, da ne zapelje katera to gre. Pa so prijatelji dejali, kaj se le greha bali, če se na 1000 boš hitro pospel, greha ne boš nič imel. Šel sem veselo v planine, ja, med Triglavske strmine. Po 1000 metrov pod mano je bilo, gledal sem, kje našel bi deklico in jo uzrem na vrh skale. Nisem še videl vozale, bil strepetalo jo prsi v srce, zljubil sem jo in gore. Moj blisko dneva, ja, čez goro. Jolili, adjo, v planinah našel sem ljubico. Jolili, adjo, ne bom se vračal, sam z mnoj bo šla. Jolili, adjo, nazaj v dolino ljubica. Želje izpolnila, nežno mi je govorila, če me res ljubiš, kot ljubim te jaz, bo za ljubezen golini še čas. Mamca so se le modili, ker so ljubezen branili, če iz srca ti ljubezen kipi, to res nič grešnega ni. Moj blisko dneva, tja čez goro. Jolili, adjo, v planinah našel sem ljubico. Jolili, adjo, ne bom se vračal, sam z mnoj bo šla. Jolili, adjo, nazaj v dolino ljubica. Se vračal, sam z mnoj bo šla. Jolili, adjo, nazaj v dolino ljubica. Čist preveč narobe sem povedala za začetek. Olga, ki ni Olga. Imam seveda Olgo v naši družbi in seveda ta Olga, Olgica mi je skozi zvenela, sem rekla prej Majda. Olga, Tišev Olga, lep seveda pozdrav tebi zdajle, prisrčne pozdrave pa res, fajna družba, pa ponovimo, Sedmera jezera, po mojem, so naslednje destinacije, kamor bomo šli. Takole, zdajle pa v res veliki družbi, z velikim veseljem, pozdravljam dve dami in sicer z nami Inga in pa res Olga, prav prisrčen pozdrav. Inga, jaz
Zdravo, ne? Pozdrav tebi, draga Polonca, in vsem našim gledalcem. Ja, moramo najprej povedati, ne? Inga in pa Olga, krasen duet, ki nista duet samo glasbeno. Danes bomo sicer v naši oddaji imeli malce drugačno glasbo, ki pa seveda se odlično lahko izlije v vse ostale zvrsti. Inga, drži. Res je. Jaz mislim, da bomo kar lepo se imeli danes s tabo, Polonca, vedno lušno. Tako, naj povemo seveda za začetek, da Olga je Inga tvoja mami. Res je, tako je. Ja. Čist še prej pa, vide prihajate odkot? Naša družina prihaja iz Sankt Peterburga, iz velikega mesta na Severnem morju, mi smo to bliže Južnem, to je pa Baltiško morje. Smo pa tu že kar nekaj časa od leta. Koliko dolgo približno? 94 smo prišli. 94. Tako da ste Slovenijo vzeli čisto za svojo. Gospa Olga, kako je bilo prideti v Slovenijo, pa spremeniti seveda običaje, pa sprejeti našo kulturo? Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Moram priznati, da ta bil zelo odločilen korak in z veseljem smo prišli, pa tudi z veseljem smo tule že delujemo kar lepo število let. Počutimo se tu krasno, seveda domovino ne smemo pozabiti in tudi pogosto vračamo se tja, ker izhajamo iz čudovitega, za mene še vedno najlepšega mesta na svetu, iz Sankt Peterburga. Tule pa, tako kot si ti, Polonca, prej povedala, tako fenomenalna narava, take lepe stvari, lepote kamorkoli greš v Sloveniji in to vedno občudujem že več kot 25 let. Kako lepo ste to, Olga, zdaj povedali, ker smo ravno pri naravi, seveda potem gremo na glasbo in ker sta zelo povezani z glasbo, veliko ur data noter v glasbo. Kaj pa narava? Gre Olga kdaj na sprehod, gre v kakšne hribe, kaj počne v nedeljo zjutraj? Kaj bi zdaj Olga delala? Glede hrib, to je zame še vedno eksotika. Občudujem hribe, ampak tako kot neko lepo dekoracijo. Moram priznati, da imamo en mali vikendič v Halozah in to je neka krasna, pravzaprav pravlična dežela in najlepše mi je občudovati ta hribe takrat, da sedim na vrhu tega malega svojega hribčka, pijem kavo, okrog cvetijo rože in jaz občudujem različne nijanse zelene barve. To je to, kaj zdaj dogaja se v maju. In to je zame najlepše doživetje hribov. Olga, vi ste povzeli to zeleno barvo. Jaz včeraj, ko sem šla res na sprehod, sem rekla, pa poglejte si to zeleno barvo, odtenke takšne drugačne. Slovenija je lepa, pa nasplošno je fajn, da se ljudje gibamo, pa da damo tudi nekaj nase. Točno to. Inga, kaj pa ti? Pa narava, pa zunaj. Jaz sem zelo z veseljem v naravi, ker izhajamo iz iste družine. Tudi jaz nisem nekako preveč velik, recimo navdušenec za hribe. Jaz bolj imam rada morje. Tudi prav. In imam izredno rada Izolo. Imam tudi tam en takšen majhen atelje glasbeni in vedno, ko imam možnost, jaz skočim v mojo Izolo in tam si nabiram tudi malo navdih. Tudi po zimi. Se malo tudi spočiješ od vseh teh zadev. Zelo pridno Inga že drži v sebi, v rokah, pri sebi instrument. To je tvoja prijateljica, Inga. Že kako dolgo? Res je, to je ta inštrument, da je malo mogoče dvignem ga, ta inštrument je z mano pravzaprav od vsega začetka. In sicer prihaja iz Peterburga, violina je bila pa narejena za mene. Oče takrat je jo naročil, moj oče je tudi violinist, tako da ta violina pravzaprav potuje z mano skozi življenje, skozi, lahko rečemo, različne države in različne glasbene stile. Tako. Na začetku smo seveda slišali narodno-zabavne ritme. Kako si ti za narodno-zabavno glasbo? Jaz moram priznati, da občudujem Avsenikovo glasbo in moram reči, da je to dejansko glasba, ki združuje vrhunske tudi akademske glasbenike. In na nek način deluje kot stičišče različnih glasbenikov iz različnih, bi rekli temu, vetrov. Sama pa seveda se bolj čutim v klasiki,
v tangu, v džezu, Opa. ampak seveda tudi, zakaj pa ne, kakšna Avsenikova je vedno, vedno dobrodošla. Dobrodošla, čisto za uvod. Zdajle bomo sicer poslušali z vajine strani eno meni najljubšo, kar se tiče sicer na citrah, a ne, Cvetje v jeseni. Olga, ko igrate to skladbo in spremljate svojo hči, je nekaj najlepšega, ne? Ja, veste kaj, svoje oči spremljati karkoli, s katerekoli zvrsti v glasbi, za me nekaj najlepšega in mislim, da se čutiva brez besed, včasih celo boljše igrati, kot pa govarjati. To sem zelo ravno, vse sem prej, ker so že bile malo vaje, ne? Drugače, ta Cvetje v jeseni meni je čudovita, zato ker, a veste, jaz čutim neko lepo, prijetno, umirjeno in zelo frazirano, melodično, zelo lepo energijo v tej skladbi. In če govorimo nasplošno o narodno-zabavne glasbe, moram priznati, da ta glasba pri vsej je mogoče tako preproste harmonične zasnovi, ima svojo neko zelo pozitivno energijo, tudi besedila, če jih poslušamo. Včasih celo mogoče malo naivne, ampak vedno pozitivne, vedno nekako pokažejo nam ta svet v radostni obliki. In to zdaj nam v velikoj meri včasih celo manjka. In zato tudi v okviru različnih priložnosti, tudi kdaj pa kdaj z veseljem poslušamo ta glasbo. Krasno, vi ste seveda priznana, Olga, ne, muzikologinja, res pri nas v Sloveniji in tudi v tujini, ne, nedolgo nazaj ste prejela tudi eno prestižno nagrado Gerbičevo, ne, za življenjsko delo na področju glasbenega izobraževanja pri nas v Sloveniji. Vsi Celjani pa seveda vaši učenci so zelo ponosni na vas. Ja, res je, to zame bila velika čast in ta nagrado še vedno jemljem ni samo kot nagrado zame, ampak nagrado celotnega kolektiva. Jaz sicer delujem že vrsto let na umetniški gimnaziji v Velenju in tudi v glasbenem ateljeju Tartini v Ljubljani. In tisto svoje delo delim s svojimi kolegi, ki v nekaj meri postali že moji prijatelji, v velikoj meri moram priznati. In ta moje delo, pedagoško delo, ker ukvarjam predvsem z razvojem glasbenega posluha, torej teorija in solfeggio, mislim, da zelo, zelo pomembno, ker vidim, kako odhajajo moji učenci oziroma dijaki po celem svetu in potem dobivam povratne neke informacije o tem, da vse lepo je prav, najlažje nam vaše solfeggio, kar ste nas dobro naučili in to zame velik tak pozdrav. Lepo. Olga, toliko imamo še za govoriti. Pa je rekla tvoja mama, je rekla, pa kaj bom jaz govorila danes tukaj, pa o čem bomo govorili? Olga, boste videli, ura bo 1, 2, 3, 12. Tako da ja, dobro se imejte v naši družbi, pa v družbi seveda vseh naših gledalk in gledalcev. Upam, da se imate fajn danes. Ja, zdajle bomo prisluhnili, ne, prvi pesmici. Dragi moji, z nami seveda Inga in pa Olga, ki boste, ne, lahko greste na svoji mesti, zaigrali v živo. Meni je to tako lepo, da to v živo danes vse zaigramo. Inga seveda na violini, mamica jo bo spremljala, pa na seveda klavirju, sicer danes malce drugače bomo potem pokazali slikce, kako to res pompozno in fajn zgleda Cvetje v jeseni, pa bo zdajle v živo. Smo pripravljeni? Smo. Super. Thank
Bravo, jaz zdaj le ploskam z vsemi svojimi, seveda, zadevami, krasno je bilo tole. Inga, predam ti mikrofon, Cvetje v jeseni. Inga, takole morava, ne, ti si zelo priznana, mednarodno priznana, ne, violinistka, tako, solistka, komorna glasbenica in pa seveda pedagoginja, drži? Ja, pol že drži. Zelo energična, nasmejana, deluješ tudi kot vodja ljubljanskega godalnega Ljubljanski godalni ansambel, to je en takšen priložnostni, klasični bend. Kaj pa v Zagrebu? V Zagrebu tudi pridem, kdaj pa kdaj, kot gostujoča koncertna mojstrica Zagrebškega komornega orkestra. Kaj pa Rogaška Slatina? Rogaški Slatini. Tja pa se rada vračaš. No, tam pa sem pa kar redno. Kaj to pomeni? Zaposlena. Sem profesorica glasbe na glasbeni šoli in tudi vodim godalni orkester. Ja, zdaj kar veliko stvari se v Rogaški dogaja, ne? Ja, Rogaška vedno navdihujoča, čudovita, res en biser slovenski in veste, jaz, ko mene vprašajo, kje delaš, jaz rečem, da delam v tako lepem mestu, da pravzaprav tam ljudi pridejo na oddih, jaz pa pridem delati, pa tako uživam. Pa tudi uživaš, a ne? Da bi bilo skoraj, da bi bilo na oddihu. Tako, pa kar vsak dan bolj kot ne, se nekaj dogaja v Rogaški. Zdaj še posebej, ko je pred vrati ta poletna sezona, veliko bo zunaj teh večerov. Ja, Rogaška Slatina je izjemno aktivna, meni se zdi, da čedalje zdaj bolj, COVID je mimo, hvala Bogu. Hvala Bogu. Ja, tako da zdaj pravzaprav pa to je bilo predvčerajšnjem, pa smo imeli en zelo velik koncert in sicer to je organizirala naša glasbena šola, ampak smo sodelovali tudi profesorji. Tako da smo združili moči in učitelji in učenci in naš godalni orkester je nastopal. Dvorana bila polno, vseh 250 sedežev, tako da je bilo čudovit dogodek. Povej mi, je veliko zanimanja za ta instrument? Ja, ta instrument nekako pokliče, tako jaz rečem, ne, vedno k nam, ja, vedno. Na srce, na dušo, ja. Vedno pridejo k nam običajno deklice. No, se to sem te hotela vprašati, bolj fantje, deklice? Deklice pridejo in na nek način pravzaprav take nežne duše. Violina pa zahteva tudi zelo veliko vaje. Si ti taka nežna duša ali bolj tako? Jaz Olgo zdaj malo gledam, ne, po mojem bo rekla, to je en temperament, bomba, tlele. Ja, tako je. Zdaj pri glasbi in pri violini moramo imeti različne emocije in sicer pri učenju pa moram reči, da sem kar stroga učiteljica, ampak znam tudi pohvaliti. Olga? Nisem pa tako stroga kot mama, tako da. Se zdi, da je mamica bolj stroga tako? Mislim, ne gre se za strogost, gre se za to, da se upoštevajo neke stvari, ker vaja in ga dela mojstra. In če želimo, mislim, sej to tudi meni lahko kupijo, po mojem, ne, no, govorim tako ali pa to, ampak če človek ne da neke ure noter, pa ne vadi, pa nima volje, pa to noč ni, ne? Res je tako. Pravzaprav dan danes, včasih je strog učitelj bil dober učitelj. Ja. Ampak moramo, seveda nismo preveč se trudimo, ne, biti, ampak inštrument zahteva, res zahteva od začetka, pravzaprav od začetka, kar natančnost in imajo kar pravzaprav začetniki na godalih najtežje delo. Pa malo težav verjetno, ker mislijo, da to z levo roko vzamejo, a ne? Je malo tega. A damo malo povedati, da res tudi vsak instrument, kakorkoli ne vzamemo, da je potrebno, ne? Tudi če si naravni talent, so vaje potrebne. Res je, pravijo, da je v končni fazi outcome je 10% talent, 90% delo. In tu pa moj oče rad reče, da talentov se veliko sprehaja po cesti. Ja. Tisti, ko pa so bolj delali, pa se jih sliši, ne? Se pa jih sliši, ne? Veliko delaš na dan, veliko vadiš? Zdaj tako, delam, vadim, veliko tudi nastopam, je pa seveda najbolj aktivna faza mojega vadenja je bila med študijem. Takrat sem delala po 4-5 ur na dan. Študirala si, točno, zdaj moramo povedati kaj in pa kje, seveda? Študirala sem pa v Kölnu, Hochschule für Musik Köln, tam sem začela. Ja, natürlich? Ja, natürlich. Vladamo mednarodno vse jezike. Ja, pol sem pa odšla še v Zagreb, tam sem magistrirala. Ma nemoj. I tamo smo bili, tamo smo svirali. Dobro je išlo. Dobro, pa ti obvladaš res vse, mislim, trudim se. Trudiš se, slovensko, hrvaško. Potem bomo seveda tudi po vaše malo pozdravili, zakaj pa ne? Kako pa pozdraviš po vaše?
Дорогие слушатели, дорогие наши зрители, большой привет вам из Celja. To sem malo razumela, veš, samo malo to razumemo, vaš ruski jezik, tako da ja, super. No, potem si šla v Köln, kaj pa potem? Potem, kot sem rekla, sem bila v Zagrebu in sem še delala eno specializacijo v Lincu. Potem sem pa delala kar nekaj časa v Zagrebu, v Zagrebških solistih, pa spoznala moža, pa prišla v Celje. Opa, daj mi malo to povej, mož je tudi povezan z glasbo, da ali ne? Ne, mož reče, da on pa je dober poslušalec. Res? Uživa v tem? Prav gotovo? Jaz mislim, da na vse moje koncerte pride, mi pomaga, tako da ima zelo rad pravzaprav, nekako se mi zdi, in glasbo in tudi ima absoluten posluh, on ima zelo dober posluh. Je pa po poklicu on inženir strojništva, tako da dela... Čist nekaj drugega, ampak glej, nasprotja se privlačijo. Točno tako. Inga, zdaj bo druga pesem z naslovom. Z naslovom, zdaj bomo pa mi šli... Ne bomo pa malo zajadrali, ne, v tiste neke vode vaše. Tako, mi bomo šli, pravzaprav bomo zdaj zaenkrat šli malo v bolj take aktivne vode in bomo zaigrali mađarski ples Johannesa Brahmsa, številka 5. Malo se bomo sprehajali sem, tja, levo, desno in odkrivali ne samo lepote Slovenije, ampak tudi naše prečudovite Evrope. Točno tako. Tako, z nami torej Inga in pa Olga. Izvolite. Seveda zdaj naznanjam kratke oglase.
ful dobro s tole naredila, je čista petica. Krasno. Daj mi povej točno, zdaj za kakšen mak gre, kaj so danes naredili? Naredili smo torej vertikalno zelenitev z jelenovim lišajem. Reindeer Moss je komercialno imel v angleščini, tako da pri nas pa je znan kot islandski mašček. Jo, Mečve kamo, tlele pravi nedeljski babiček, bi lahko rekla. Inga, vmes smo gledali, ne, tudi seveda to in ono, pa muzika, pa petje, tudi kaj poješ? Ali sam igraš? Ja, zdaj ne moram reči, da glih pojem, no, ampak pojem veliko v razredu, ne. Pojem mojim učencem, tako da me pa zelo mika, no. Mika, ne, imaš posluh, si rekla? Posluh imam, ja, glede na to, da igram, ga imam. Sama veš kaj, moram ti pa nekaj povedati, ne, da tudi eni, ki pa imajo posluh za glasbo, pa to pa nimajo nič ritma za ples. Plešem pa to zelo rada, no. No, sem mislila, že rekla, plešem pa ne. Ne, Rada plešeš. Kaj bolj tango, bolj eksotične plese, polka, valček? Mislim, da nekako vsega pomalo, no. Vsega pomalo. Tak, tiste osnove, ko jih vsi znamo. Ja, nisi povedala, pri kolikih letih si pravzaprav začela igrati? Ja, kar pri 4. 4 leta, mislim, pri vas. Jaz bom rekla, da ne, mislim, vsaka kultura ima nekaj mal drugače. Tudi pa nas otroci začnejo zelo hitro, ne? Ampak meni se zdi, da jaz vedno, ko pomislim na te vaše kraje, zelo mi kar v oči padajo zelo dobre ruske gimnastičarke, ki začnejo že res pri nekih majhnih letih, a ne? A to, kar v violino si dobila, jaz se, kaj te sprašujem, če tvoja oči violinist.
pa mamica, ne, za klavirjem. Tako da, kaj, navdih je bil tvoj oče ali kako? Lahko rečemo, da pravzaprav moja družina bila moj navdih nekako, ne, in je bilo vse skupaj kar naravno. Jaz nisem počutila se, da bi zdaj pa meni nekdo nekaj vsiljeval. ali- Se to je najslabša, veš, ne? Ni, tega ni bilo. Jaz sem zelo s tem inštrumentom nekako se harmonično počutila. Tako da, Super. Olga, zdaj damo še vam mikrofonček. Zdaj bomo šli čisto na nekaj drugega, preden zapojemo, seveda skupaj eno presenečenje, nekaj, ne, smo pripravljeni. Danes žal Klavdije ni v naši družbi, ker mi s Klavdijo ne prepevava, ne, na teh porokah. Hvala Inga tudi za sodelovanje drugje. Olga, vi pa poleg igranja na klavir pa seveda poučevanja, imate pa še drugo ljubezen. Ja, res je. Že nekaj let, vrsto let ukvarjam z izdelovanjem slik, ki malo bolj ni navadne. Ja, jih bomo zdaj pokazali, in jih imamo na mizi. Slike, ki so narejene z eno posebno tehniko šivanja s svilenimi trakovi. Ta tradicija izhaja drugače iz Francije in še v 14. stoletju, 15. stoletju, še v čas Ludvika XIV. So začela ta tradicija zelo bila popularna, izdelovali take različne lepe okraske na obleke, na torbice, celo na čevlje. In posebno je v tem, da slike dobivajo tridimenzionalno obliko. Nekaj časa ta tradicija je zamrla, je nastal čas industrializacije, je vse moglo biti pravokotno, nobenih detaljev, a zdaj pa spet začelo na novo. In v različnih državah je to nekako začelo se renovirati. In jaz tudi ta tradicijo nadaljujem tu v Sloveniji, imam kar vrsto razstav, trenutno imam razstavo v termah Topolšice, v Polhovem Gradcu, v enem gradu, od 4. junija bom imela tudi razstavo v dvorcu Štatenberg in delam to z veseljem. Kljub temu, da to je čist neka druga sfera mojega dejanja, se mi zdi, da vseeno nekaj skupnega vidim tudi z glasbo. Neka kompozicija, neka harmonija barv. Tako kot mi imamo v glasbi fraziranje, se mi zdi, da tudi tu v teh slikah mora biti neka akcent, neka ozadje in to delam z velikim veseljem. Tudi sodelovala v različnih tekmovanjih mednarodnih, pa tudi dobila nekatere priznanje. Poleg slik tudi izdelujem različne broške. Ja, danes ima Inga gor broško, tako, evo bomo pokazali broško, tako, Inga jo ima na sebi, pa pogledali bomo tudi, oprostite Olga, še nekaj fotografij, ki smo jih pripravili. Ja, teh stvari oziroma slik se je nabralo veliko, ne? Res je. Zato zdaj tudi razstava. Tako, točno to. Slik je ogromno, zdaj jih imam že skoraj več kot 60 in zato imam možnost nekako jih razstavljati se povsod. Ljudje gledajo to z veseljem, tudi nekako kupujejo za darila. Ja, to je taka ekskluzivna darila in zanimivo, da seveda ta rože nikoli ne uvinijo. Ja, to pa res. Povejte, govorite, Olga, predvsem o motivih roža ali še kaj drugega? Zelo redko kdaj naslikam kaj drugega, ampak se mi zdi, da rože bolj pašejo v ta tehniko. Kje ste se pa, Olga, naučili to tehniko? Ta tehnika v bistvu zdaj zelo razširjena v Rusiji, tudi v Latinske Amerike in sem prav hodila na neki tečaj doma, zdaj pa to s pomočjo interneta seveda izpopolnjujem se. In meni je prav izziv, ker naprimer ta slika, ki zdaj vidite, ona vsebuje več kot 12 različnih oblik tehnike šivanja s temi trakovi. Tako da meni to je zanimivo. Isto kot recimo pri violini imamo različne štrihe, isto kot pri klavirju imamo legata, stakata, partata in tako dalje. No, recimo to je slika, ki nima zveze z rože. Ponazarja rože, pa morje, pa seveda barko, ne? Tako je, tako. To ste vi na številnih razstavah. Ja, to je glih iz Polhovega Gradca. No, lepo. In seveda dobrodošli zdaj počasi v Štatenberg, ne? Tako, od 4. junija dobrodošli v Štatenberg, tam bomo imela več kot en mesec
svojo razstavo. Lepo, krasno, še bova govorili o nadaljevanju in ga sva pripravljeni. Dam ti mikrofonček, danes imamo tudi mi dve, ne, eno presenečenje. Ti si me povlekla v to. Skupaj sva, jaz sem bila navdušena. Navdušena, rekla, zakaj ne bi kaj skupaj zapeli. Res danes Klavdija ni z nami, bo pa se z velikim veseljem pridružila kdaj drugič. Kaj bova najprej? Jaz predlagam, Kaj predlagaš? v toliko jezikih smo danes že pozdravili, govorili, pa mogoče še v angleščini, dajmo. Pa gremo v angleščini? Gremo. Ko dvigneš me, you raise me up? You raise me up. Smo pripravljeni? Pa gremo. Izvoli, seveda, jaz zdajle tudi zapojem tlele zraven. Sva pripravljeni? When I am down, no more so sorry. When troubles come and my head burn me, then I am still wait here in a silence until you come and say a word with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ko sem na tleh, ko svet se mi podira in ko skrbi mi stiskajo dlani, poiščem te, da tiho prideš k meni in dvigneš me visoko nad vsem. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smejim. Občutim moč, ko nate se naslovim. Ko dvigneš me, sem več, kot si želim. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. When I am strong, when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more Ja, bravo, je uspelo. Prvič, čudovita si bila, odlično. Takole, Olga, kako je šlo? Je bilo v redu?
da je bilo fantastično. Je bilo v redu. Kaj Včasih boste pravi, rekli? improvizacija daje neki navdih in to, kaj ste zdaj pokazali, se mi zdi, da je bila prava energija med vami in je bilo fantastično. Ja, veš kaj je, če so ljudje čutimo, je to to. Zdajle si bomo privoščili malce glasbe, malce drugače, dajmo zaplesati polko ali pa valček. Klepetamo, ne? Smo skoraj pozabili, da je že konec pesmi. Zdaj ti moram vrš kost. Ena velika zadeva, tekmovanje, reading ali kako. Ja, tekmovanje Kar začni. mladih glasbenikov, Oscar reading se dogaja. Malo bi povedali še o tem violinistu, Ja. ki je pa povezan z Celjem. Kako? In pravzaprav je bil pa kar en poznan skladatelj, sicer bolj v klasičnih vodah, ampak, ker smo govorili tudi o mladih glasbenikih, pravzaprav je napisal veliko glasbe za mlade. Bravo. In njegov koncert v H-molu, opus 35, tako se imenuje, je bil napisan v Celju in je prvi zrelostni koncert, ki ga izvajajo pravzaprav mladi violinisti po celem svetu. In reading ga je napisal v Celju je tudi pokopan in zato imamo tukaj eno mednarodno tekmovanje mladih violinistov in tudi izvajalcev, skladateljev, ker je on tudi sam izvajal svojo glasbo in tudi jo je pisal in je pisal svojim učencem. Tako da pravzaprav je bila violina zdaj predlani, zdaj letos spet ta disciplina, predlani je tekmovalo 105 mladih violinistov iz 35 držav. Bravo, super. In zdaj mi nekaj povej, ti pripravljaš otroke na to tekmovanje ali si tudi tam noter v kakšnem žiriji ali kako je s tem? Ja, jaz ta projekt pravzaprav vodim skupaj z eno izvrstno punco, sicer doktorico muzikologije, Marušo Zupančič, ona dela na Muzikološkem inštitutu ZRC SAZU in je pravzaprav odkrila to, da je bil reading, ta priznan violinist, deloval tudi v Celju. Pravzaprav je to ena taka veličina, ki bi lahko bila skoraj nič manj poznana kot recimo Alma Karlin ali pa Pelikan. Ja, res. Tako da pravzaprav z njo smo to zasnovali. Jaz vodim nekako organizacijski odbor, imamo tudi izvrstno žirijo, v kateri moramo omeniti, da imamo letos profesorja z Ljubljanske akademije Žiga Branka, profesorico iz Akademije v Tel Avivu, Diano Zemcovo, imamo tudi pravzaprav eno izvrstno pedagoginjo za mlade iz Slovenije, gospo Anastazijo Juvan, tako da kar nekaj je dobrih tega sveta zelo poznani, ne? Ja. No, pravzaprav pa poleg tega, da v tem tekmovanju tekmujejo violinisti in ja,
tudi pravzaprav tekmujejo včasih violinisти z naše šole, ampak se skušam nekako distancirati, da pač moji učenci ne tekmujejo preveč tam, ampak zanimivost pa je, da tudi to tekmovanje je namenjeno mladim izvajalcem, skladateljem. To bo pa naslednjo leto, bienalno se dogaja, takrat pa ima možnost vsi mladi glasbeniki, ki pišejo in izvajajo svoje skladbe, tekmovati na tem tekmovanju. Mi imamo tudi lepe nagrade, imamo tudi koncerte, ki jih ponudimo potem mladim glasbenikom, da se res jih malo bolj prepozna in mislim, da je to za njih zelo pomembno. Bravo. Zdaj pa navežemo še na mamico, ne? Tako. In vsekakor naša ekipa je glasbena ekipa in v tem tekmovanju tudi sodeluje moja draga mama. Poleg tega pa seveda, da spodbuja in pomaga pravzaprav tekmovanje za mlade skladatelje. Moja mamica ima en svoj avtorski projekt, ki ga izvaja na Umetniški gimnaziji in nižji glasbeni šoli Franko Ronkoželjski v Velenju. In sicer se imenuje Mladi ustvarjalci, navezuje se pa tudi na avtorsko glasbo, ki jo pišejo mladi glasbeniki. Pa bo mama sama povedala. Olga, mislim, vi imate sploh kaj časa še za druge stvari, ker vi ste res čisto v vseh teh zadevah zelo, zelo pridni. Veste kaj, časa se najde vedno, če imaš željo. Moram priznati, hvala Inga, da si spomnila na to, ker je dejansko se mi zdi, da ustvarjanje je zelo pomembni del življenja našega in ni samo glasbenika, ampak nasplošno, da človek v stanju izmisliti in realizirati to, česa še ni bilo, to potem mu da popotnico nasplošno za neko svobodo v življenju, v tem delu, v tem poklicu, s katerim bo ukvarjal otrok nadaljnje svoje poti. In ta projekt Mladi ustvarjalci, ki jo vodim že 5. leto v Velenju, se mi zdi temu zelo pripomore. Ker otroci skozi raziskovanje svojih tehničnih možnosti svojega inštrumenta, tudi zvočnih barv, potem počasi prihajajo k temu, to takrat, da igrajo, izvajajo skladbe drugih skladateljev, nekako na nek način soavtorsko z njim sodelujejo. Sicer je to mogoče malo čudno se sliši, ampak dobesedno je tako. In se mi zdi, da ta skladbe, ki oni sami izmišljujejo, so dragocene. Mogoče ni samo zato, ker je napisali 8, 16 ali pa 32 taktov, ampak zato, da oni sami izražajo se skozi glasbo. Jaz se spomnim eno dobro izjavo Dmitrija Šostakoviča, kateri je napisal pri 6 letih eno malo melodijo, 8 taktov, eno koračnico in potem jo uporabil v eno iz svojih zrelih simfonij. Tako da je on takrat še rekel, nikoli ne vržemo naše ustvarjalne stvari. In zdaj, jaz sem tudi jih zbirala tekom tistih 5 letih, nastalo jih več kot 100 in letos, zahvaljujoč tudi podpore mestne občine Velenje, naša šola glasbena izdala eno zbirko, v kateri okrog 30 različnih skladb naših učencev in tam predstavljene skladbe za različne inštrumente, godala, pihala, klavir, citre, tako da super, zelo veseli. Olga, samo preden zaigrata naslednjo pesem, vi sami tudi veliko ustvarjate, sami pišete. Imate kaj lastnih skladb? Veste kaj, v bistvu jaz sem končala teoretiko-skladateljski fakultet Glasbene akademije v Sankt Peterburgu, ampak nekako prilagajamo se temu, s čem ukvarjamo. Praktično vsi spremljavajo tistih skladb, kateri bo izdane, v osnovnem so moje, tudi delam različne priredbe in v tem stilu. Tudi pišem nekaj za otroke, par mojih pesem tudi vrtijo zelo pogosto na RTV. Res, ker tudi sodelujete z orkestrom, RTV? V bistvu, ja, tam bila posnete 2 moje pesme. Ja, lepo, ne? Inga, zdaj je čas zopet, da vzameš violino v roke, mami seveda poprime za tipke črno in pa bele, to je meni edino, kar vem, ne? Črne pa bele so. To je tudi že pravzaprav naše polje, celo. Ja, to je polje, tu se sprehajate, ne? Ti pa seveda, koliko strun ima violina? Violina ima 4 strune. To je vedno in vselej. Vedno in vselej. Vedno je tako.
Bomo pa zdaj zaigrali eno skladbo, res klasično, in sicer govorili smo zdaj o ustvarjalnosti, govorili smo o Oskarju Readingu, tako da prav je, da tudi tukaj v Celju zazveni njegova glasba v našem studiu. Je pa to ena taka koncertna miniatura. Te koncertne miniature so zdaj šli v izdaji Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. Jaz sem naredila redakcijo violinsko, tako da tale skladbica nosi pa naslov Hrepenenje. Hrepenenje in z nami torej Olga in pa Inga. Zdaj bomo vsi malce hrepeneli, a ne? Kakorkoli, s komerkoli hrepenite zdaj, lahko po seveda lepemu vremenu, lahko po tem, da se boste danes prehodili po travniku, lahko po odličnemu kosilu hrepenite, ki bo kaj kmalu. Ampak ne, zdaj bomo seveda prisluhnili res čudoviti glasbi duetu danes, a ne, mama in hči, Olga in pa Inga. Prisluhnite Hrepenenje. Bravo, ploskamo, ploska. Seveda tudi Celje, Inga, v Celju veliko nastopata. Res je. Prejšnji teden je bil sploh oddaten, lahko rečemo. Bum, bum. Ja. Kaj to pomeni? To pomeni, da jaz sem malo proštila, da za maj sem imela že 10 nastopov. Ni da ni. Tako da večkrat na teden. To pomeni, ti koncerti so enostavno tudi vaje za tebe, ne? Torej, da vzdržuješ kilometrino ali posebej doma fest vadiš to tisto, ne? Bi si iskreno povedana želela, da imam malo več časa, ja. Ampak načeloma je pa res tako, da če imamo koncertno dejavnost,
potem moramo ohraniti formo. No, formo. Se truditi. Se Ja. trudite, Se tako. Zdaj si bova pogledali en plakat, povabilo na en koncert. O, super. Na eno zadevo. Ja, Se ja, veš, ne? ja. Kaj bo to? Bomo videli prvo plakat, da vidim kak... Aha, dobro, v redu, to je ta koncert. No, to pa moramo povedati, da bo nekaj posebnega in sicer v zelo takem idiličnem okolju. In sicer glasba oziroma koncert na Travniku se bo zgodil v eni idiličnem okolju Travnika, turistične kmetije Izgoršek, kjer pa bomo malo zamešali glasbo in naravo in potem bomo imeli tudi pokušino potic, Krasno. ki pa izdeluje gospodinja čudovita in tudi lastnica te kmetije, gospa Andreja iz Gorške. Ko si pomila potico, si sladkosneda, imaš rada to? Ja, mislim, da se vidi, imam rada, ja. Pa tudi kaj pripravljaš, kuhaš? Veš kaj, zdaj pa tako. No, Inga, zdaj pa povej. Zdaj pa povem, da je moj mož super kuha. Res? Ja, on pravzaprav poleg svojih nekak sposobnosti za strojništvo je včasih želel biti tudi kuhar, ampak doma izživlja te svoje kuharske sposobnosti. Ti pa poskušaš. Jaz poskušam, degustiram, redno degustiram. En koncert bi še omenila, če lahko. Seveda. To je pa v Celju, zdaj pa ta pride še preden tega koncerta na Travniku. Pa sodelujeva z mamico pa v tudi tednu vrtov, ki prihaja, ta tradicija prihaja iz Francije in sicer v celi Sloveniji pravzaprav. Ja? Inga. Ja, greva pod Lipco. Ja, cela Slovenija po Travniku sva zdaj skoraj Tako, in zdaj pod Lipcem, no. Ja. In pravzaprav se imenuje ta teden Rendezvous de Jardin. Rendezvous. In v Celju bo potekal naslednji vikend. Nastopamo 4. To je sobota, junija, ob 11. na odru pri Hišici Drevesni. Tam bomo spoznavali glasbo in zvoke gozda. Z nami bo tudi izvrstna plesalka Gerjavec iz plesnega foruma. Se zelo veselimo tega sodelovanja. Potem pa isti dan šibamo na Štartenberg ob 5. Tako, tam bo mamica imela razstavo, kot je omenila, mi pa še malo prej zaigramo. Tam je tudi krasen tak vrt na tistem dvorcu. Ja, super. Olga, zdaj z 2 besedami, 3 ali pa 3 besede stavke. Kakšna je vaša hči Inga? Da imajo malo takole, po mojem, energija, buhti sem. 3 besede stavke. Lahko 3, najbolj glavne. Lahko več tudi. Kakšna je Inga? Lepa, čustvena in najboljša. Da vse to so bile pa 3. Mama in hči, ampak Olga, moramo pa tudi malo povedati, da prej je omenila strogost, zna biti zelo stroga. Tudi pri vas, tole, ono, tretje, tist, malo, mami, gremo, kak je rekla? Kak si rekla, ko si tak, kak rečeš? Enkrat smo mogli, še enkrat. 1, 2, 3, Malo da damo uvod. Ja, reče. Da damo malo uvod. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Sem samo gledala, opa, poženimo, gremo. Olga, pa včasih pride tudi do kakih, takih prepirčkov, verjetno. In to je normalno, ampak se mi zdi, da že v tej fazi, takrat, da otroci že bolj odrasli, mama malo spreminja funkcije in mama mora biti ta človek, ki vedno stoji od zadaj in podpira svojega otroka. Kritika je že postanje na stran in nima veze, to je že ljudi, ki so samostojno odrasli in seveda tudi recimo takrat, da skupaj izvajamo, jaz absolutno dam prednost Inge, ker je v našem domu je solistka in z veseljem jo podpiram in tudi ji pomagam tam, kjer je to potrebno. V tem vidim svojo funkcijo kot mama v tej fazi. Mame smo mame, super, ne? Zdaj si bomo pogledali nekaj fotografij. Inga, vedno in vselej si res urejena, in sploh. Kaj s temi oblekami? Ker to, kako pravimo, ker vi imate svoj jezik, ne? Ene so primadone, ene so
Dame, kako rečete, ko pridejo na oder, kako vas predstavijo, kako tebe predstavijo? In danes z nami. In danes z nami, veš, kaj je najboljše reči violinistka. Violinistka. To vse skupaj združuje. Moram pa reči hvala moji mami za te res lepe besede in za to, da me vedno podpira. Mi imamo res ta naš duo že kar nekaj časa. Igram tudi z drugimi pianisti, ampak vedno, ko potrebujem, mama preskoči. Ali Smolarjem. Tu smo z Adijem Smolarjem. Družbi, tvoj mož, ne? Ja, moj mož. In to so te Tako, to je pa oblekce? Šentjur, to je pa Ipavčev, mesto Ipavčev vrt. No, mislim, to. To je pa festivalna dvorana, to je ena taka lepa obleka, ki sem jo dobila v dar od ene donatorice. To je nedolgo nazaj? To je pa nedolgo nazaj Metropol, to je pa Rogaška Slatina pred kristalno dvorano z orkestrom z našim. To je Žalec, to je prireditev Savinjča ne beremo tudi ta mesec, to pa mamičin rojstni dan je dobila en lep šopek. Tole je Vila Majer Šoštanj, to je vse letos. To je vse letos? To je vse letos. Razstave? Razstave, ja, to pa ni leto, ja, ali pa, ja, prej, isti čas, to je pa pri enih prijateljih, slikarjih Podpečan, Monika in Robert, če prav vidim, ja, tudi so mi naredili eno krasno slikico, tamle zraven mene, ne vem, če vidijo gledalci, je gorna slika na moja violina in to slikico imam tudi v razredu violinskem. Povej obleke, omenima še obleke pred kratkimi oglasi. Kdo skrbi za to, da sta obe dve nekako res urejene? Ker tu je neka poseben dress code. Malo drugačen. Bi rekli, da za vsak nastop jaz res poskušam izbrati eno tako posebno garderobo. Se trudim tudi biti nekako v skladu z dvorano ali z okoljem, kjer igram. Imam res veliko zbirko oblek, imam celo pravzaprav sobo garderobno. Tukaj me je vprašala, rekla, kakšne barve bo scena. Nisi me vprašala, kako bom pa oblečena. Je rekla, prvo, ko sem prišla, je rekla, kakšno oblekco pa imaš danes, bomo usklajene? Ja. Te mora biti vse. Ja, veš kako, ker pravzaprav glasba in nekako naši nastopi, tukaj, ko imamo gledalci pred seboj, je tudi ena vizualna komponenta. Tako da moramo jih malo s kakšnimi barvami tudi pritegniti. Barve, zvok, in energija. A smo danes energične? Jaz mislim, da smo. Ob tebi Polonce ni možno biti neenergičen. Ti si prava energetska bomba. Ja, tako. Super. Zdaj se veš, kaj pa pomeni to kratki oglasi. Dajmo si privoščiti oglase. Sandra, ful dobro s to naredila, je čista petica, krasno. Daj mi povej točno, zdaj za kakšen mag gre, kaj so danes naredili? Naredili smo torej vertikalno zelenitev z jelenovim lišajem. Rendir Mos je komercialno imel v angleščini, pri nas pa znan kot islandski mašnik.
čudovito je bilo tole. Danes smo pa zdaj, oziroma zdaj ta trenutek, ne, smo pa Inga plesali tango. Ja, ta je bil ritem 4/4. Ja, ful vem. To je bil pa Astor Piazzolla, en argentinski skladatelj, ki je tudi napisal nekaj tangov posvečenih Parizu. In ta tango nosi naslov Čau Pariz. Pariz, čau Pariz. Ta ritem tanga ti je blizu? Ja, jaz imam zelo rada tango, Temperament, ne? ognjevit. Tudi sodelujem na koncertih velikokrat z plesnim parom, ki pleše tudi tango in tudi druge plese, standardne latinoameriške. Super. Jih bom tudi poimenovala, to sta Peter Fileš in Maja Pucelj, izvrstna plesna trenerja, tudi sta bila trenerja v oddaji Zvezde pleše. Še bravo. Ja. In delate take večere za dušo in srce? Ja, mi delamo vsako poletje, oziroma tudi med letom, ampak poletje sploh pride do izraza na prostem, takšne večere, od klasike do tanga in tako naprej. Tako, lepo. Zdaj imamo pripravljen en posnetek, bodo spustili malo, pa midva malo pokomentirava, v ozadju pa seveda malce glasbe, da vidimo, kako ti to koncertiraš, kako to zgleda, evo. Ja, tole je pa dvorana Slovenske filharmonije. Ja. Tukaj igram skupaj z enim krasnim violinistom Tim Skalar-Demšar, v ozadju je pa orkester Grek Sinfonija Chorum, se pravi, to je simfonični, ampak tukaj konkretno je v godalni zasedbe Univerze v Ljubljani. En tak lep koncert je bil to, Vivaldi. Ja, ampak prisluhnimo malo, zdaj tole si ti, ne, kot solistka. Tako je. Kako je, Inga, ko prideš na oder, verjetno, je kdaj trema? Ja, zdaj bom rekla tako, ne, tisti glasbenik ali pa voditelj ali kdorkoli, ki je povezan z odrom, da reče, da nima treme, meni se zdi, da to ni čist, da bi držalo. Vedno je ena neka odgovornost, ko prideš na oder, ne? Odgovornost pred publiko, ki je prišla k tebi, ne, in moraš še nekaj dati, ampak je pa res, da pravzaprav, ko prideš na oder, se zgodi neke vrste kemija in jaz dobim nek pozitiven zagon pa vedno na oder. Publika je tvoja energija, ki jo dobiš, ne? Je pa tudi to, da tudi ti moraš, ne, imeti svoj performance na odru in če pride nekdo takole z ovelo, togo, drža gor, ni nič, ne? Ja, to je res. Pa pride kdaj tudi tak trenutek, mogoče, da nisi nekako najbolj v tistem pravem vzdušju, pa je zato pa so tudi kolegi, ki pa tudi en drugega mi vedno malo dvignemo na odru. Na odru, ne? Tako. Delala si tudi z Manco Izmajlovo, drži? Ja, moja mamica predvsem z njo je sodelovala kar nekaj časa. Vlado Kreslin? Vlado Kreslin, ja, to pa jaz večkrat imam čast in veselje zaigrati njegovo Rožo tudi, na zadnji je bilo pa to na koncertu v Celju je bilo to. Še s kom sodeluješ, rečemo, ki ni povezan fejst z klasično glasbo, so zabavnjaki, torej Vlado Kreslin? Vlado Kreslin, potem delala sem en projekt z Jadranko Juras, en projekt z Nejšo sem delala, en projekt z Rokom Trkajem. In kako je? Zelo lepo. Vsi ustvarjalci se mi zdi, ki so na nek način uspeli v glasbi zaradi svojega talenta velikega, je z njimi zelo, zelo lepo vedno sodelovati in veliko se lahko vedno naučimo to tudi. Krasno, super. Gospa Olga, še vam besedico, skoraj da ne, smo še prišli do konca, dobrih 10 minut. Čas hitro teče, ne, Olga? Res je. In zelo lepo s vami, lepo se tu počutim in res krasna energija. Greste gledati te koncerte vaše hčerke? Z veseljem vsekakor grem in ful sem ponosna. In to takrat, da vidiš, da tvoj otrok, zame Inga in tudi moja Margarita, mlajša hčera, še vedno bojo zavedno ostali bo moje otroci. In takrat, da vidiš njihov uspeh, takrat, da vidiš ta sijoče oči, slišiš lep ton, potem pa to je neizmerno veselje in mislim, da to je krasno. Olga, zdaj po pravic povejte, lahko gremo seveda zdaj kar noter v eter, povejte mi, ali kdaj pa tudi rečete kakšno kritiko
ne vem, tole in ga ni bilo v redu, posluša, se drži. Ja. Zna reči, mamica, jaz se je v redu, imaš prav, bom tole malo popravila. Kako je s tem? Ker na kritikah oziroma taki konstruktivni, pa seveda domači kritike se največ naučimo, ne? Veste kaj, vsak ima svoj karakter Ja. in jaz že točno vem, če jaz začnem kritizirati eno hči, bo en efekt, če začnem kritizirati drugo hči, bo čist kontra Da efekt. morate malo drugače to Tako da speljati, to ne? treba In biti ga- delikatno in včasih na drug način povedati to, kaj misliš. Mislim, da smo se zelo dobro razumevali. Ja. Sta si Olga plus pa minus, minus pa plus, kako? Karakterno sta si blizu? Ja in ali ne. pet V svetlobnih bistvu let pravijo, daleč? da otroci podaljšanje naših lastnosti Ja. samo v povečani obliki. Za Ingo to absolutno drži. Drži, ja, takole. Zdaj še bomo prisluhnili narodno-zabavni glasbi, en spot si bomo zavrteli, potem pa še sklepna misel in pa zadnja pesama, ne Inga? Presenečenje. Številka dve. Številka 2. Malce glasbe. Vsakdo se rad spomni na dni, ko smo bili skupaj še mama. Srečni zvečer zapeli smo si, pesem še v meni živi. Kadar domov misel hiti, spomnim na te zopet se mama. Tvoje oči so biser noči, vdali še vidno žari. Premalokrat pridem domov, mama najdražja, vendar veliko sem v mislih s teboj. Stopinjo varuješ naš dom, bodi še zdrava, vedno zato vsak rad vračam se bo. Kdo bo vesnu plačal ti kdaj, rekel samo hvala sem mama. Dobra kot kruh si zmeraj bila, takšna še vedno si vsaj. Dala si nam sreče zaklad, mirne noči, sončne dni mama. Dala si nam dobrote srca, ki dole mama ima. Premalokrat pridem domov, mama najdražja, vendar veliko sem v mislih s teboj. Stopinjo varuješ naš dom, bodi še zdrava, vedno zato vsak rad vračal se bo. Ja, kontrast, zdaj kontrast pa že noter. Takole, zaključujemo, dragi moji dami, današnjo oddajo srečanje. Gospa Olga, kam vas bo pot zanesla danes? Nedelja je, pa pred nami delovni teden. Ja, danes bo pri meni zelo pestro. Grem po končanju naše srečanja, gremo še pod četrtek, tam pobiramo eno razstavo, nato pa grem v Polhovgradec, tam pa dopolnjujem svojo razstavo. Res? Tako da danes je na vseh krajih in koncih
uživamo v čudovite Sloveniji. Ja, lepo, super. Olga, hvala lepa, da ste bili v naši družbi, pa še kdaj, ne, z veseljem. Inga, za konec beseda tvoja, seveda dej še povabja, ne, mladino, da se oziroma da nekako jih motiviraš za ta inštrument, ne. Ja, jaz mislim, da ta naša violina je pravzaprav zelo blizu človeškemu glasu, tako da njen zvok velikokrat nas spominja na en lep ženski vokal, takšen kot je tudi tvoj, Polonca. Zato pa bomo za konec še nekaj skupaj zamuzicirali, kaj ne? Kaj ne? Smo zato jaz z veseljem. Danes bi kar prepevala in v veseljem je bilo takole, ne, da me spremljaš dan zraven. Z veseljem. Ja, naslov pesmi pa bo, ne? Naslov pesmi pa bo Ti si moja ljubezen. In ljubezen naj bo seveda vse povsod, naj vas spremlja. Zdajle torej bo Klavdija tudi meni zraven tukaj lepela, jo pa seveda z velikim veseljem zdajle pozdravljava, ne? Klavdija je doma. Ja, je z družino. Tako, zaključujemo današnjo oddajo. Srečene, hvala Olga, hvala seveda Inga in še kdaj na snidenje. Pripraviva se torej za naslednjo pesem. Jaz mislim, da imam že vse pripravljeno in jaz mislim, da bova kar začeli akcija, ne? Ker to je pa se veš, tehnika, ne? Dan današnja. Dolge te noči, satelit drži.